Ja, zdaj z ozirom na leto 20. Ja, nekih bistvenih sprememb ni. Ne vem, je to dobro, je to slabo. Glede števila je sicer bistveno večje. Ja, spoštovani gospod predsednik, v skladu z zakonom o varuhu človekovih pravic vam izročam letno poročilo, 13. po vrsti, in prosim, da ga obravnavate v Državnem zboru. Prav tako prosim, da bi na obravnavi bila osebno prisotna. Za poslance in za druge zainteresirane v Državnem zboru bomo tekom današnjega dne dostavili dovoljšno število izvodov, tako da bodo dosegljivi vsakomur, je pa celotno poročilo tudi na naših spletnih straneh. Izvolite. No, zagotovo je to poročilo, ki ga Državni zbor vedno skrbno obravnava in uživa veliko pozornost. Jaz sem prepričan, da bo to ena pomembnih tem na začetku naslednjega mandata. Vesel sem, da je to poročilo že tukaj v rokah in da bomo lahko takoj na začetku po volitvah se začeli ukvarjati s tem. Mislim, da je to zelo pomembno, da spremljamo, da tudi Državni zbor spremlja vse to, s čimer se srečujete, ker na tak način se ustvarja vendarle nek občutek in pa občutljivost, senzibilnost za vse probleme, ki jih pravzaprav vi še najbolj srečujete v svojem delu. Je to eno vprašanje? Poročilo je moč prebrati, da se število pobud in obravnavanih zahtev, da se je v letu 2007 povečalo. Kaj menite, kaj to pove o stanju človekovih pravic v Sloveniji? No, to najprej pomeni, da je varuh človekovih pravic iz leta v leto bolj prepoznan, da se vse več ljudi obrača na njega, da ljudje vedo za njega in da tudi tisti, ki doslej verjetno niso imeli priložnost, da bi svoje težave posredovali naprej, imajo sedaj. Mislim, da je to predvsem dober znak za varuha, za samo inštitucijo in vsekakor brez te inštitucije očitno ne bomo nikoli več lahko dobro zagotavljali humane odnose. Ne bi rekel, da je to znak, da je stanje slabše. Vsekakor pa bi želeli, da bi bilo veliko boljše. Pa ima urad varuha za dosti novet v družbi, dosti dober položaj, da opravlja svoje delo ali ne? Kaj bi imeli? Je odnos institucij do tega urada primeren? No, jaz bi lahko samo v imenu Državnega zbora govoril. Mislim, da vsekakor Državni zbor vedno ta poročila zelo skrbno obravnava. Glede posameznih mnenj, ki jih inštitucije dajejo v Državnem zboru, pa ne naletijo vedno na razumevanje. Tudi, recimo, smo imeli primer, ko je predsednik države dal neko stališče, pa so poslanci odločili drugače. To pa je ta, bi rekel, ta izziv demokracije, kjer Državni zbor velikokrat odloči drugače, kot pa bi posamezne inštitucije želeli. Pa ste vi zadovoljni z odnosom Državnega zbora do vašega urada? No, najprej bi povedala, da ne gre za urad, gre za inštitucijo varuha človekovih pravic in varuh pač predstavlja to inštitucijo. Kar se tiče Državnega zbora, lahko rečem, da je bilo sodelovanje ves čas mojega mandata zgledno. Namreč o vseh temah, ki smo jih predlagali ali ki smo jih obravnavali in ki so jih poslanci potem dali na dnevni red, smo se pogovarjali skupaj. Vedno so meni ali mojim sodelavcem dali priložnost, da povemo ali utemeljimo svoje mnenje. Dobro je bilo tudi to, da so sprejeti nekateri zakoni, za katere smo se pripravljali pa borili že nekaj let, naprimer zakon o pacientovih pravicah, zakon o duševnem zdravju, kar kaže še na en dober aspekt sodelovanja med Državnim zborom in varuhom. Za druge državne inštitucije smo
Hvala. Hvala.